večkrat se zavedamo, kaj čutimo, ko je že prepozno. Kaj točno je jeza? Ni jeza samo ženske izredno rade reguliramo stres in stisko z govorenjem. Moški pa išče stik s sabo ali pa pomiritev preko umika. On želi, da se ona pač tam umiri, ker recimo vsako čustvo skozi jezo izraža in je to tak izziv. Karkoli bo, pa kakorkoli boš hotela v tem govoriti, bo v tem govorila in jaz bom ob tebi. In to žensko razoroži. Dragi gledalci, dragi gledalke, lepo ponovno dobrodošli na najin podcast. Midva sva izjemno vesela, da smo ponovno začeli s snemanjem po eni daljši odsotnosti, ker sva se posvetila drugim projektom. In danes bo začela to sezono, kar z temo in naslovom, ko ti partner postane sovražnik. Ja. Dobrodošli tudi v mojem imenu. Zelo lepo je biti ponovno v tem studiu, zelo lepo je ponovno sedeti s tabo in debatirati in diskutirati s tabo. Tako da jaz se kar veselim današnje teme, ki v bistvu je en povod. Torej ta tema današnja, ko ti partner postane sovražnik, je prišla iz terapevtskih krogov, iz prijateljskih krogov, ko sva se oba tudi srečevala z temi temami, zakaj kar naenkrat z nekom, ki ga imamo radi, ki ga ljubimo, ki ga spoštujemo, ki mu zaupamo, se ob njem počutimo varno, kar naenkrat postane največja grožnja, prav sovražnik in samo čakamo, kdaj bo ta oseba naredila napačen korak, da lahko zanetimo konflikt včasih. Sedaj res lahko to preseže vse meje zdravega razuma, pa pusva zdaj to, te ločitvene postopke in vse, do česa lahko pride. Pa dajva se najprej sam dotakniti, pa mogoče razložiti, kaj točno je jeza, tako sovražnik, je res taka močna beseda, polna prezira, sovraštva, besa, uničenje, destrukcija, ampak vse to izhaja iz ene jeze. Jeza pa je v bistvu samo čustvo. Tako kot vsa ostala čustva, strah, sram, veselje, žalost in tako naprej. Ampak jezo večkrat napačno dojemamo in napačno razumemo. Kolikrat si slišala, recimo od klientov ali pa od prijateljev, od znancev na splošno v družbi, nočem se prepirati. Prevečkrat. Prav tako, nočem se prepirati, nočem se kregati, nočem imeti konfliktov. Kaj je razumljivo, tam je to ene neprijetnosti, ampak kako je to pomembno, glih ta jeza. Ravno to. In ljudje, bom rekla včasih, ali pa večinoma, imamo zelo težko jezo pod kontrolo. In v bistvu jezo, tako kot sem prej rekla, kot čustvo, je ena stvar, drugo pa je, kaj mi s tem odzivom na to čustvo, torej jezo, naredimo. To sta dve različni stvari. Jeza na eni strani kot čustvo je zelo dobrodošla, je dobra, ker zakaj? Vrže nas v akcijo. Torej ne moramo stati na mestu, ne moramo biti umirjeni, ampak iščemo rešitve. Torej nas požene, nas dvigne. To je v bistvu potem ta distinkcija, ki ne sam klienti, ampak nasplošno se mi zdi, da se ne vprašamo pri tem, kaj je jeza, kakšna vrsta jeza je. Da imamo v bistvu dve vrste jeze. Ja. In doskrat klienti ali pa nasplošno ljudje enačijo, da je jeza agresija. Ja. Agresija je pa res ta destrukcija. Ja. Ker takrat sam pride ta besven in je ta čisti odziv, v bistvu je pa še ena zdrava jeza tam, tako kot dobro poznava. Ja. Pa prav, rečemo, da dava primer, ko gospod pač znori, ko mu reče, pač nekaj gospa, recimo, kje si spet bil, nisi se javil na telefon, zakaj se ne slišva, Ja. recimo, Ja. In mu tokrat to reče in vrže naprej, da on enostavno se ne more zadržati in to lahko letijo stvari v stanovanju. Ja. Pa on sam se noče tako počutiti. Njemu je ful težko, tako kot veš, take recimo primere, kamava. Ampak zakaj? Zakaj moškega to tako razjezi? Ker jaz opažam, recimo, tudi pri sebi včasih, ne vem, rečeš nekaj, recimo ženska reče nekaj ranljivega, torej se izpostavi, želi biti ranljiva, želi povedati partnerju, kako se počuti, recimo, ne vem, sem bila razočarana, ne vem, se počutim razočarano zaradi tega in tega, recimo, kaj si naredil, kaj si rekel.
zakaj je najbolj logičen odziv, recimo v povprečju, ena jeza se strani moškega? Kaj je to? Mogoče, mislim, najbolj logičen. Bi rekel bolj to, da je tam eno nerazumevanje, pa da se stvari ponavlja in vse to. In moški smo tako bolj domači. Načeloma, ne, v jezi. To je v bistvu družbeno pogojena stvar. Ja, ampak da se sam smem vrniti na to, ta agresija, ki letijo stvari recimo okoli. Pa ne samo, lahko tudi ona, pa ne vem, meče tam krožnik, karkoli. Telefon recimo. Nista si všeč taka, ki sta takrat. In nočeta biti taka, ki sta, ampak v enem trenutku to preplavlja njihovo telo in je konc. In to je ta agresija, ki doskrat enača potem konflikt predstavlja to, mi pa hočeva klej izpostaviti to zdravo jezo, ker pa to, kar si ti prej zelo lepo načenjala, ta moč, ta odločnost, to, kar si rekla prej. No. Ja, ampak veš, da pridemo do zdrave jeze, rabimo zelo veliko korakov prej. Prva stvar je, da se človek zaveda, kaj čuti. In večkrat se zavedamo, kaj čutimo, ko je že prepozno. Torej, a sem jaz lahko v stiku sam sabo ali pa sama sabo? A jaz čutim, kdaj mi začne, ne vem, jeza naraščati? Ne vem, kdaj v telesu čutim, da mi začne jeza naraščati? In kaj jaz takrat naredim v tistem momentu? A lahko rečem, ok, lej, jaz zdaj čutim, da se mi nabira jeza, dejva mogoče malo ustaviti ali pa dejva malo zadihati najprej, ali jaz pustim to, ker sploh ne čutim, da se mi jeza nabira. In samo enkrat sem v neki situaciji, ko dejansko vse iz mene eksplodira. Torej, prva stvar začutiti najprej jezo. Druga stvar, razumeti, zakaj sem jaz jezna. To je drugi korak. Torej, jezna sem, ker se počutim, da me partner, ne vem, ne razume, da me ne sliši, da je prešel recimo čez ene moje meje. In tretja stvar, ali jaz lahko na miren način to naslovim. Tu je pa ta izziv. Ok. Pa če smem tukaj prav izpostaviti to eno stvar, ki si rekla, ta moja jeza. Ja. Če umaknemo jezo. Ja. To je to pač vprašanje, ki ga zelo radi zastavimo. Kaj tam ostane? Skušamo zdaj neko definicijo jeze dati, pa koliko je strah partnerjev včasih jeze, ker enačijo z agresijo, pa ta zdrava jeza. Ok, pa če umaknemo to jezo, kaj se tam čuti? Vedno je tam neka bolečina. Absolutno. Žalost. To je toliko prepleteno. Razočaranje. Eno in isto. Ja, tudi, ne vem, verjetno sem prepričan, da sem imela primer, ker sva se pač pogovarjala tudi pa v eni zadevi, ki sva jo obrala zanč na medovr.net. Ali kje je bilo. Ker je gospa toliko ene žalosti dajala ven in jokala za vsako stvar, ampak je bilo že v obliki enega izsiljevanja. In tam je toliko ene jeze pa ne bilo, ampak se je kazalo skozi solze. Nikoli ni povzdignilo glasu, niso bili te biološki znaki jeze, ampak čuti se ta bes v njej, ki ga izraža prav na ta način. Ja. Torej, v bistvu govoriva o tem, da jezo lahko izražamo na različne načine. Ja, ni jeza samo ampak norenje. Tista je agresija. Ja, tista je agresija, ampak lahko tudi, bova rekla, mogoče malo na pasivni način. Torej, pasivna jeza oziroma pasivna agresija. Tukaj sem pa spada tale jok. Ignoriranje, razvrednotenje, sarkazem, kritiziranje. Sarkazem se veliko krat uporablja, recimo. To je sredstvo. Dobro sredstvo. Vseh s potlačeno jezo. Ja. Pa v bistvu so to vsi, mi temu rekli, na dolgi rok nefunkcionalni načini, kako izrazijo to svojo jezo. Ja. Ko povejo na en tak način in delijo en ta del sebe in vrnejo ta eno stvar, to bolečino, ki so začutili, recimo, tako da, ja, spustijo en komentar, pa zavijanje z očmi. Ja, ali pa tole. Ja. Koliko je to v bistvu zelo nebesedno, zelo neverbalno, ampak zelo močno. Tok pove. In zdaj, nekateri bodo rekli, recimo, ne vem, večkrat jaz na terapiji zasledim, in kako zdaj nemam jaz svoje telo pod nadzorom? Kako pač pri meni tu pride čisto avtomatično in jaz se sploh ne zavedam, da zavijam z očmi, da cmoknem in da vzdihnem in kako naj imam jaz to pod kontrolo? Kar kurjo pa vdobim, ga to narediš. To spominja. Ja. In vse to je vprašanje na mestu sploh,
ko pride para, in se pa lovita v tej jezi, ali je strah jeze, ali kažejo na te načine, ki sem jaz zdaj pač izpostavila, kako zdaj jih zbližati in odložiti to jezo na en primeren način. Ja. Jaz mislim, da bi najprej se še lahko ustavila čisto na kratko tukaj razlike med moško biologijo in žensko biologijo. Torej možganskim odzivanjem oziroma kateri možganski centri so pri moških in ženskah bolj aktivirani. Recimo, ženske izredno rade reguliramo stres in stisko z govorenjem. Zaradi tega, ker imamo bolj razvit center v možganih za govor. Torej, ko je ženska v stiski, išče pogovor, išče stik, išče možnost razrešitve svoje stiske preko pogovora. In to bomo rekli, je taka biološka stvar. Kaj pa moški? Moški pa išče stik s sabo ali pa pomiritev preko umika. Večinoma. Ni zdaj to, da bomo rekli, da je to vedno pri vsakem moškem in vsaki ženski, ampak gre mogoče v povprečju lahko za to dinamiko. Meni se zdi, da lahko zelo načimo s tem načinom, kako ona dva iščeta bližino drug pri drugemu. Pa iščemo. Doskrat moškim pomeni samo to, da nekaj skupaj delajo. Nekaj skupaj počnemo, gremo kolesart, gledava nekaj, a pa nekaj delava, pa se lahko toliko povezuje, medtem, ko doskrat pri ženskah je to, da se pogovarjata in se gledata. Tako. In prav spomnil me je to, kar si omenjala, kako je ta center za komunikacijo bolj razvit na recimo moje delo v šoli ali pa z otroki in mladostniki. Koliko so punce res prej razumejo, prej jezikovno in komunikacijsko usvojijo veščine in se prej razvijajo. Mislim, to je pač nevrološko dejstvo. Enostavno tako je. In zaradi tega sta tudi izjemno močne na tem jezikovnem področju. In na tem čustvenem. In pol se mi zdi, da doskrat moški sploh ne ve, kaj naj si misli. Prav to, ta primer, ki si prej rekla. Kaj pa pol z moškim, da on pač se jezi. Se mi zdi, če po njemu ni logično ene zadeve, ne vem, zdaj tako malo posplošujemo, ampak če ti ni logično, ker recimo ta primer, da ona izpostavlja eno in isto in vedno na en tak način pove in on skuša razložiti, da razume in se ne sliši takle, pa pač ni druga, ker pač se mu zdi, da je čist skregan z logiko, ampak on je v bistvu ne sliši, pa ne začuti. A sem šel zdaj drugo smer. Mogoče malo, ampak point je tak, ampak bom rekla, kaj je tisto, ko, zdaj, če imamo današnji naslov epizode, kdaj ti postane sovražnik, kdaj potem pride do tiste točke, ko stopimo čez, ko več nimamo tolerance do partnerja? Ja, jaz bi rekel takrat, ko se naberejo vsebine. Torej, ko se ne zmorejo sproti razčiščevati stvari. Ko je tok zamer, tok ran, še zmer odprtih, pa neki pokrpanih, to recimo, ko naredijo, oni grejo naprej s svojim življenjem in malo pozabijo na ta dogodek, da se je zgodil. Ker zdaj je v redu, zdaj se razumeva in skušajo biti pol na tem valu, tako je logično, ok, to se je zdaj zgodil, gremo zdaj naprej. Ampak so pa stvari, ki me še težijo za nazaj, ki nisva čisto razčišla, ampak zdaj sva v redu. Gremo zdaj s tem valom naprej. In če une stvari niso popucane za nazaj, to vse pol ven pride v naslednjem konfliktu in se nalaga. Vsaj tako jaz nekako dojemam. Tako, ampak izziv je, ko eden v paru reče, pometla sva sam pod preprogo. Ja. Nisva razrešila. Drugi pa reče, le v redu je. Ja, za njega je to, a pa za njo je to razrešen. Tako, greva dalje. Jaz velikokrat slišim stavek, lej, z hujšimi stvarmi se bova še v življenju soočala, pusti zdaj to malenkost. In jaz bi rekel, to je izjemno strupen stavek. Izjemno strupen. Torej, še veliko večjih konfliktov bova imela, kaj bova se zdaj zatikala za to eno malenkost in se prepirala za eno malenkost, ampak a lahko mi slišimo, da je mogoče za enega partnerja ta malenkost zelo velik svet, kot pa za drugega? A pa lahko ti slišiš ta drugo plat, kako mogoče, da je za nekoga pogrevati eno in isto vsebino, pa da je bilo že vse večkrat povedan,
da je tako, kaj zdaj spet, pač moramo Kaj misliš s tem pogrevanjem? Ja, kaj je to pogrevanje? Jaz malo... Skušam najti primer. Jaz dobim malo alergijo, ko nekdo reče, spet pogrevaš. Kaj pogrevam? Jaz nisem bila slišana v enih stvareh. Ja. Ne gre za pogrevanje, gre za to, da jaz želim tebi dati priložnost, dejva probat mene pomiriti in dajem ti priložnost, spet, ko ponovno pogrevam ali pa odprem, dejva zdaj pokrpati, dejva zdaj zaceliti. Ampak če ti meni rečeš, kaj spet boš to privlekla na plano, spet odpirava to, spet se moram pogovarjati o tem. Ta prav stavk sem to videl. Ja. Jaz dobim mrak na oči. A se lahko tukaj slišiva in spoštujeva, da nekaj je za mene velik izziv. A ti razumeš, o čem govorim? Jaz razumem, o čem govoriš, mislim pa, da sva kle ful lepo zaobjela te vloge, a ne? Ja, zelo. Tvojo pa eno mojo vsebino. Ja. Ker, a ne, mogoče skozi moje oči, ja, jaz se čisto strinjam s tabo, a ne? In imaš vso pravico, ali ti, ali pa nasplošno ljudje, ki se s tem soočajo, da so slišani v enih zadevah. Pa ne vem, mogoče zdaj spet posplošujem, ampak je stališče enega moškega, a ne, mogoče enostavno ni produktivno in ni logično, zakaj bi večkrat se poglabljal v to. Pa to ne pravim, ja, dajmo se samo enkrat pogovoriti, pa je to, še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat, pa recimo ta moški ustraja, pa skuša. Pa se mi zdi, da zdaj smo pa že fulkrat to povedali, a ne vem več, kako naj ti pomagam, ali lahko gremo naprej s temi zadevami. Se mi zdi pa mogoče je nemoč od moškega, ki ne ve, kako pomagati, ki bi pa rad. Ne vem, se mi zdi, v nemoči itak nismo radi. A ne? Res je, ampak to, ko si rekel, rad bi pomagal, pa ne ve kak. Ja. A lahko sam sliši kak? Ker včasih ženske damo navodila za uporabo. Včasih pa še sama ne ve. Včasih pa še sama ne vemo. Ona kar nekaj želi od njega, da jo on nekako pomiri. A besede pomirjajo? Če moški reče, že 3-krat sva šla čez to, jaz ti povem, da nisem tak mislil, kolikokrat ti še naj povem, da nisem tak mislil, da je bilo to drugače, da sem pozabil, da sem človek, ki rad pozabi, da ne vem točno, natančno povedati, kateri stavek, katere besede sem uporabljal. A besede pomirijo žensko? Te ne. Bi pa pomirili, rečemo, da sem midva to. Ja. Lejurčka, karkoli bo, pa kakorkoli boš hotela v tem govoriti, bo o tem govorila in jaz bom ob tebi. In ti bom pomagal in bom stal ob strani, tudi če ne vem, kaj točno moram narediti. Bo že šla čez to. In to žensko razoroži. Tukaj se ženska nima več motivacije boriti in napadati nazaj in vrtati, ampak je to tista možnost, pa tisti moment, ko se lahko začne ženska pomirjati, ker občuti eno varnost ob moškem, da je lahko to, kar je, da lahko vedno pride z neko svojo stisko in da bo ta stiska, ne rabi biti razumljena, ampak samo, da bo ženska imela en prostor, ali pa moški, sej, ne? Če moški, tako. In da ima oseba prostor, da lahko izrazi sebe. Ampak le prav, ful si lepo povedala, ampak se mi zdi, moški bi kle rekel, na moje besede, bi rekel, se to sem jaz hotel povedati. To pač moški, to čuti on, sam ne pove na ta način. Tako, pove na način, dejva iti naprej. Ja. Kako? Nekako je kle pomembno res nasloviti. Nasloviti, ne vem, rad bi ti pomagal, bova že šla čez to. Tako, te stvari, ki jih itak čuti. Ali pa, čuti ona. Kaj čuti zdaj? Meni je jaz sem zdaj pomirjena. Pomirjena sem, ker si mi za svojim odzivom dal en občutek, vse bo zrihtala, vse bo v redu. In bo Ja, in se pol varnost ustvari. Varnost se ustvari in jaz bom rekla mogoče, tako malo posplošeno gledano, manj besed je več. Manj besed o tem konfliktu, pa o tej površini. Recimo, sem ti že rekel, ne bom ti več rekel, ne vem, v kakih krogih se potem vrtimo, ampak iti pod to vsebino in sem biti na tej čustveni ravni.
karkoli boš rabila, bom tu. Kolikokrat boš želela govoriti o tem, jaz sem tu. Ampak to mora potem moški dejansko, a pa oseba na drugi strani dejansko izpeljati. Ne da rečemo, ne da reče recimo oseba, bom ob tebi, pa pol tega, tega ni. To je pa malo zavajanje. A misliš, da že sam ta pripravljenost nekoga, pa da pač zdrži takrat s tabo in vse to, in da recimo nasloviti, kot sem jaz pač prej naslovil, da že to dosti pomiri situacijo in da pa v bistvu res mogoče je stvar kar ne pozabljena, ampak lepo popredalčkana in razrešena. Absolutno. Oziroma, popredalčkana je, ni nujno, da je razrešena, ampak gre v to pozitivno smer, da je en občutek ene pozitivne stvari v tem konfliktu. Torej, ena sigurnost bova rešila. In recimo, ne vem, čisto moj osebni primer, iz mojega življenja, ko oseba reče, lej, vem, da je zdaj v tem trenutku grozno in težko, ampak nekako bova šla čez to. Bova, ker sva še do zdaj vedno šla čez te stvari in tudi zdaj bova. Ok, jaz ne rabim več napadati, jaz se ne počutim več, kot da je partner moj sovražnik, ampak ga začenjam sprejemati nekako kot en svoj tim, kar je cilj partnerskega odnosa, da sva timska. In da če se boriva, da se boriva skupaj v isti smeri, ne en proti drugemu. Ok. Veš, kaj ti čutiš? Kaj si ti začutil, ko si recimo rekel ta stavek, lej, kadarkoli boš želela, bova govorila o tem. Kaj si ti kot moški recimo začutil v tem stavku? Jaz mislim, da sem sam druge besede uporabil, da je tako, kot sem prej rekel, da dosti moških itak to čuti. Sam pač ne reče. Ker skušajo razumeti, se mi zdi, da tam bolj je v glavi. Evo, glih to, poslušata se pa ne slišta, zato ker se ne začuta. Torej, pri moških ali pa nasplošno pri osebah je potrebna tudi kreativnost. Da ne govorimo ene in iste stavke non-stop. To sem ti že povedal, to sem ti že povedal, to sem ti že povedal, ampak da uporabimo mogoče druge besede za to. Isto stvar. Ja, sej, terapeuti smo dostikrat prevajalci. Ja, to je res. In se pridejo tja naučiti. Ampak to, jaz bi prav rekel, se strinjam, kreativnost, ustvarjalnost, pa mogoče bi rekel bolj način. Če oni sami doma niso nikoli imeli te priložnosti, da bi na tak način z njimi govorili, se oni pač tudi ne znajo in bolj iščejo te načine. In je eno matranje o tem. Je matranje, ampak vidi pa se, če je volja. Če ima oseba voljo se naučiti in ustrajati in reči, ok, danes mi tole ni uspelo, kaj lahko naredim naslednjič drugače. Če nekdo išče drugačne načine, je to nekaj čisto drugega, kot pa če nekdo reče, jaz sem taki, ko sem, sprejmi me takšnega, kot sem. A bi tebe že to, da je nekdo pripravljen se prilagoditi, pa spremeniti v enem delu pomiril? Za prilagajanje jaz nisem najbolj. To je spet mogoče ena taka zadeva, ki bi lahko bila druga tema, ampak želja po spreminjanju oziroma, da človek sam pri sebi reče, ok, ti moji odzivi niso ok in jaz želim na teh odzivih nekaj narediti, da se naslednjič odzovem malenkost drugače, malenkost boljše. To mene pomiri. To mi pokaže, ok, oseba je pripravljena in jaz bom stala ob strani tej osebi, da pride do cilja oziroma da skupaj prideva do tega cilja. To se toliko vse lepo sliši. Ja, vem. Ampak praksa je pa katastrofa. Sej zato, prav se mi zdi, da Klebi rabo en tak primer, na kjer bi se oprnil. Recimo, prej sva govorila, kako se te zamere nabirajo in si mečeta pod nos, pa ne vem, rečemo daljše partnersko razmerje. Ja. Ali tako, ko sva brala zanča, ne? Ja. Kaj tako na vsake toliko malo prebera. Kakaj te stvari, ki iščeva inspiracije tudi za te epizode. Ko sva brala zančka, je en par, ki sta bila 10 let skupaj, pa je tam bila prevara z njegove strani, pa je potem bila prevara z njene strani, pa sta šla nekako čez to skupaj in vse to, pa v bistvu vidiš, da niso bile stvari čist razrešene in so se nalagale tam te vsebine in potem sta prišla
da sta probala terapijo in tam je bilo pač burno, tam je sam streljanje, pač en na drugega, ker sploh ne pride do te točke, da se lahko tako slišite na ta način, pa začuta tako, kot si rekla, da se oba odloča, da gresta v isto smer, zato ker enostavno je preveč enih zadev še bilo, ki niso bile očiščene. Jaz se mi zdi, da sem malo skrenil. Ampak hotel sem se prav navezati z enim primerom na to, ker to, kar si rekla, je ful lepo in samo v praksi dostakrat ni tako. Ljudje so ujeti, pa težko je, pa matranje je, pa itak sploh ta jeza, ko ustvari vse te. Veš kaj, sploh, če je eno tako družinsko ozadje, ki je malo bolj specifično. Recimo, da pri eni osebi od para se ni smelo izražati jeze. Ja. Pri drugi osebi pa je recimo se izražalo vsako čustvo skozi jezo. In je zelo odvisno, s kakimi nastavki sploh pridemo v partnerski odnos. In pa je tudi vprašanje, zakaj sta se ta dva našla. Absolutno. Očitno, da en rab, da ga drug malo zbudi, drug pa da ga pomiri. In pa je to ravno, vse vedno, te pari, če najdejo oni to skupno ravnovesje, pa to je sweet spot, pač ta prava točka. Res je. Sem glih to, ker ali pa on želi, da se ona pač tam umiri, ker recimo vsako čustvo skozi jezo izraža in je to tak izziv. Kako ne se zdaj ker pomirim čez celo življenje, pač izražam na ta način, kaj ti govoriš. Težko je. In njega čist ima tak občutek, kot povoz, ona pa hoče, da se on razjezi. On se pa recimo ne more. Ali pa obratno, se vse kjera vloga je. Jaz mislim, da ena pot do ene razrešitve je, da si dovolimo pogledati, kaj je pod to jezo. Ker smo preveč fokusirani na jezo. Ja, to, kar sva prej rekla. Ja, kar sva prej rekla, da jeza potem vodi celotno vzdušje, partnersko in vse konflikte vodi ta jeza in upati si pogledati, kaj je pod tem. Ampak jaz bom rekla, ljudem je tako nenaravno gledati pod to jezo, kaj je pod tem. To so netipična vprašanja, ampak so nujno potrebna, če želimo karkoli razrešiti. To se sliši tako abstraktno, kaj pod tem. Kaj ti misliš, kaj pod tem? Ampak to so ta vprašanja, ki jih mi zastavljamo klientom, mi se v bistvu prvič v življenju srečajo z njimi in rečejo, nikoli nisem razmišljal o tem. A ker res se ne pomisliš o vsakodnevnem življenju, pa tudi nočem zdaj gledati, ko je spast, da pač ljudje ogromno vejo in čutijo in itak imajo vse odgovore o sebi. Tako. Ampak kaj je pod njim in se zamisliti o svojih odzivih, ki večina se in se skušajo razumeti. Jaz si posem mislim vsaka čas, da ste pripravljeni priti po pomoč in da lahko še nekdo vstopi in vam pa vsaj pomaga z eno strukturo. Kaj pa drugega damo, ki pač neko strukturo? Oni vse znajo sami pač zrihtati, ne če sami, z našo pomočjo, ampak mi sam damo tisto pravo pot, pa par pravih vprašanj zastavimo. Eno usmeritev je. Usmeritev, in pa kar steče. Glih to, kar si prej rekla, ustvarjalnost, kreativnost. Ne vem, težko je. To je izven tvojih okvirjev, čisto. Lahko nekaj narediva drugače, kot smo naredila v prejšnjem konfliktu? To pa je vnos spremembe. To je vnos spremembe. In recimo tudi, če imamo izziv v partnerskem odnosu, torej s to jezo, z tem občutkom, da imamo sovražnika zraven sebe, je zelo pomembna aktivnost obeh v partnerskem odnosu. Ne more samo en delati, pa en reševati odnosa, pa uvajati njih sprememb, ker jih druga stran ne bo sprejela. Oba hkrati se morata odločiti in začeti delati nekaj drugače. Vsak pri sebi. In jaz recimo na terapiji rečem, kaj bo vsak od vaju naredil drugače, da bo boljše za vajin partnerski odnos. Torej, da gremo iz tega, ti se moraš spremeniti, ti moraš nekaj narediti, ti moraš iti na terapijo, pa sebe poštimati. Ali pa to, ko pridejo sami in želijo rešiti partnerski odnos. Ne bo šlo. Enostavno ne gre. Ta sovražnik mora zraven priti. Da se začnemo gledati s tem sovražnikom in da začnemo malo prebujati neke stvari. Je pa to zelo težka tema, v resnici. Sej to, mi je svakle lahko pametna zdaj. Ampak v praksi je pa nekaj čist drugega. Ampak že ta pripravljenost
to, no, da sta pripravljena vnesti spremembo, kaj bomo zdaj drugače naredili na tej točki. Sploh recimo, ko pred nami, to mi radi, da znamo to vprašanje, tako da veste, ko pred nami odigrajo isto stvar in jim damo malo prostora, ker pač nas zanima, kako funkcionira ta, se recimo začneta kregati. In pa samo vprašamo, okay, kaj lahko zdaj drugače naredimo? Kako lahko na drug način izrazimo to jezo? Wow, ja. In mogoče glih prek te ranljivosti, da pod jezo je bolečina, da pod jezo je žalost, da ona vsakeč, ko mu reče, spet te ni bilo, nisi se javil na telefon, zakaj ne pomisliš name, take zadeve, da v bistvu je tam eno tako pogrešanje. Da to ni grožnja. To ni grožnja, ampak prestopa z jezo, ker boli. Boli nas jezi, da nas nekdo spravi v tako stanje. In pa, kar rečemo recimo v tej primeru, gospod, a vi veste, da vas gospa pogreša? Ne, ona samo teži, sam to zna. Ampak ko on to sliši, da ga pogreša in ona pokima njemu, isto, on se ohladi takrat, ampak ohladi se ta jeza njegova, ta borbenost v konfliktu, njega, wow, pač pogreša me. Na kakšen način pa hočeš to povedati? Nekaj si hotela reči, ne? Ja, mi je padlo z glave, ampak okej. Pa, glej bi prav še navezal, ko si prej izpostavila, koliko so pomembni te vzorci. Pri njemu doma so se vsa čustva so kazali z jezo, pri njej pa pač jezen praktično ni bilo. So vsi po jajcih hodili drug okoli drugega in je bil en strah bil, da ja ne bomo koga sprovocirali. Koliko je pomembno, da si data par prostor za te vsebine, s čim prihajata v odnos? Ja. Spet bova rekla, to je v teoriji zelo enostavno. Zdaj že nekomu reči, dajta si prostor, da prihajate s temi vsebinami. Kaj to pomeni? Je zelo, to je v bistvu strokovni jezik, naš terapevtski jezik. V bistvu, In kaj to pomeni? Dajva pogledati, kaj tebe razjezi pri meni. Odkrito se pogovarjati o tem, kdaj ti jaz grem na živce, ker si gremo na živce, bodimo iskreni. Kaj tebe pri meni jezi? Kdaj ti jaz najbolj stopim na žulj? S čim? Kaj naredim? Kaj delam? Kaj rečem? V katerem svojem vzdušju? Take stvari. In zelo pomembno se je nasplošno pogovarjati o teh stvarih, kaj ni okej pri nama. Ampak ne takrat, ko se kregamo. Ne, takrat, ko so ko smo pomirjeni. Tako. In si povedati ene stvari. Meni gre malo na živce, ker te, ne vem, zjutraj greš, prideš ob 7 zvečer domov, in ne vem, niti vmes, ne vem, niti ne pokličeš, niti ne napišeš, niti nič ne pošleš, recimo, da bi meni dal občutek, da misliš na mene, ker je meni to pomembno, a lahko kaj narediva na tem. Ne želim, da se počutiš, da te jaz omejujem, da te nadziram, ali pa da moraš ti delati tisto, kar jaz želim, ampak želim, da veš, da to mene pomirja in da me osrečuje in da sem srečna in pomirjena dejansko zaradi tega. To je pa čisto nekaj drugega, kot priti za očitki, tega ne delaš, to nisem naredil, spet je bilo isto, in potem pa pride do te obrambe. In se mi zdi, da si zelo si dobro izpostavlja to, da si prostor, to je bolj naš žargon. Konkretni primeri, tako kot ta, ki si ga dala. Pa recimo, pa pridemo takoj do tega, s parimi vprašanji, ko vprašamo to, kar si rekla, kaj te razjezi? Jaz kaj naredim, te razjezi? In on pove. In pol, tako kot rečemo na terapiji, kdaj ste se še tako počutili? Bum, in smo že tam. In smo že v domačem okolju, točno v teh občutkih. In pa se ona dva slišta in se razumeta. A s tem on prihaja sem. Njega pač boli, ker se jaz umaknem, zato ker doma so se ves čas umikali od njega. In pol kar naenkrat sta povezana na enem nivoju, ker še nikoli nista bila. Zato, ko sta se začutila. In to zna biti včasih malo nevarno. Itak. Ker potem pa kar gremo iz tega in potem kar, ali moška ali ženska, okej, v redu. Hoče iti stran od tega, ker je tukaj nepoznano. Sploh celo življenje živiš s temi občutki in izhajaš iz take perspektive, ker pač je organsko v tebi to. Pa so tudi misli sledijo telesu, tako kot mi rečemo, kaj je res to. Pač nevrološko, kako boš zdaj ti kar nekaj pač vnesel eno spremembo. To je drugače prav res, to je prav
prestrukturiranje možganov je, Ja, da se tako. poglabljaš v te stvari. Nove nevronske povezave se delajo. Ja. Drug način, se mi zdi ful dober primer je, tako če lahko konkretno razložimo to, kako to izgleda. Takrat, ko kupujete nov avto, a ne, ko ljudje kupujejo nov avto, kar naenkrat ga vidiš povsod po cesti. Ja. Kar naenkrat je Twingo, povsod je Twingo. Ja. To je to, Zelene barve, točno to. Ja, To tako. možgani so že delajo neke povezave tam in to je en tak primer, kako je isto v odnosu. Če mi se dotaknemo malo tega, kam pa to paše, kdaj ste se še tako počutili, pol bojo možgani že svoje naredili in bojo že najdel tako. In pol sva spet tam neke občutke. Pripravljenost je dovolj za začetek. Neke spremembe. Ja. Je pa res, da je včasih uvajati te spremembe to tako, kot da bi se učili jesti in pisati z drugo roko, ki ni naša dominantna. Je težko, se motimo, boli včasih, ampak pripravljenost bova rekla, da je mogoče ključ, da se lahko začne sploh nekaj spreminjati. Se strinjam. Ja, se v bistvu točno to. V bistvu tukaj nimam nič kaj več za dodati, dokler sta oba pripravljena, pa dokler se boste oba borila za odnos. Jaz sploh ne vidim možnosti, da ima ne bi uspel. Absolutno. Če sta pripravljena, ampak morata biti oba pripravljena. Ja, ne to, kar pride recimo ona, ima težave v odnosu in vse to, bo prišel še gospod, ne želi. Pač on mora biti pripravljen, tukaj je to skupna stvar. Zato, kaj tako govorimo, 1+1 je 3. Tako. Sva jaz, ti in tukaj je en odnos. In mi mora negovati odnos, kada je pač en. Ne vem, če to doskrat tako simpel, ampak tako hitro pozabimo. Težko je, ker nam ni naravno. Ni nam naravno, kakšen je življenjski stil tudi, tako, te časi, ki smo zamoteni, pa distrakcije in vse to, in hitro se pozabi na to. In pa se frustracije naberajo in pride do jeze in vse to. In če zdaj mogoče samo na kratko strneva, današnjo epizodo, tako, kako partnerja iz sovražnika narediti spet timskega soigralca. Kaj bi rekla? Rabimo pripravljenost za to, rabimo eno iskrenost. Torej, jaz sem iskren v tem, da imam težave z jezo, recimo, en tak konkreten primer. Iskrenost do sebe, do partnerja, absolutno. Priznavanje, prevzemanje odgovornosti za čustvena stanja, za vedenja. Res ne bi smel vršiti tega krožnika. To pač, jaz nočem biti tako naprej. In dejansko začeti ustvarjati nekaj novega, torej sprememba. Kaj konkretno bova začela delati ali pa kaj konkretno vsak od naju bo naredil, da bova prispevala k boljšemu vzdušju. Tle bi jaz sam dodal eno vmesno točko, je pogovor o teh občutkih. Absolutno. Kaj me je kle razjezil? Kdaj sem se še tako počutil? Pa to je najbolj osnovna stvar. Kdaj sem se še tako počutil? Ker je pomembno, kdaj ste se tako počutili, ker pač se je kle nekaj prebudil, drugače še ne bi razjezil. Res je. Sam to točko bi dodal. Tako. Super. Mislim, da so lepo zaobjela. Se strinjam. Hvala za vašo pozornost. Če so vam najine vsebine všeč, dejte všečkati, dejte subscribati, dejte napisati v komentarje, kakšne vsebine bi še želeli poslušati, kakšne teme. Podelite absolutno z svojimi prijatelji, družinskimi člani, z ljudmi, za katere mislite, da bi jim to lahko koristilo. In hvala za danes. Se vidimo v naslednji epizodi.